Kostja nor. Kako sem zmatral. Moram se malo spočiti od tega spanja. Ojoj. Spočiti od spanja? Si se celo noč premetaval. Ja, saj zato pa. Čakaj malo, kako pa ti to veš? Ja, poleg sem bila, ne? Kaj misliš, da lahko spim zraven tebe, ko se tako vrtiš po postli? Kaj ti jaz vem? Če pa nič nisi rekla. Beno, nisi ne upam reči, da ti slučajno ne bi zmotila, da lahko ti v miru spiš, vaše visočanstvo knedl. Čuj. Žužika, pa če ne vem, ko naj. Že 3 noči nisem zatisnil niti enega očesa. Vem, Beno. Zdravniku idi, ne? Aja. Zdravniku ni šanse. Zakaj pa ne? Ja, zakaj? Kaj, če te meni zdravnik? Ja, nespečnost je, bolezen 20. stoletja. Mogoče bi ti lahko razložil, kak si za časom, kak te je čas povozil. Kaj? Koliko me je te čas povozil? Že 10 let smo v 21. stoletju, Beno. Uspavalne tablete ti bo predpisal, ne? Ni. Pa veš, koliko so te uspavalne tablete škodljive za jetra? Pa še na jetra mi grejo. Poleg tega se izredno lahko na njih navadiš. Ja, to imaš pa prav, ja. Veš, da imaš ti srečo, da Patriot čisto nič jetrom ne škodi. Navaditi na njega se pa tako ne moreš. No, vidiš. Seveda. Komaj sem si s Patriotom nekak jetra nazaj spravil, ne? Pa jih lepo sčisto. Zdaj bi pa rada, da s temi uspavalnimi tabletami ga spet nazaj zastrupim, ne? Si jih, ja. Poleg tega Patriot izredno lepo uspava. O ja? Zakaj pa pol ti že 3 noči ne spiš? Zakaj? Najbrž ga malo premalo spijem, pa take. To bo, ja, ti ga premalo piješ. Knedl! Veste, kako bom zdaj rekel, ne? Baba! To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To nad dopustov za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebajske stvari, to ti posodi jajček ali 2. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si v težavah, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz solze in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Beno, Zdravo. zdravo. Ja, kakšen pa si? Kaj s tabo? Beno, imaš probleme z žužo? Ivo,
Kjeri poročeni moški pa nima probleme s svojo ženo? Ja, no, ja, se drži. Ne, ni to. Nekaj bolj hujšega je. Aha. Spet imaš pokvarjeno televizijo. Jaz tega ne razumem, Beno. Ne, ni to. Je pa res, da zdaj trenutno, ampak čist nobenega prenosa, nobenega prvenstva ni. Niti v krikete. Ja, no, oprosti, Beno, pri tebi človek najprej pomisli na televizijski sprejemnik, ker videti si slabo, zelo. Ja, res je. Nespečnost me daje, Ivo. To je. To. Ja, Beno, ja, pa to ni noben problem. Zakaj pa ne rečeš zdravniku, da ti napiše nek Recept za spavalne tablete. Ja, ni šans, zakaj ne? Ti spavalne tablete mi uničujejo jetra, prijatelj. Ja, no, ja, saj to imaš pa tudi prav. Pa lahko postaneš odvisen od njih. No, vidiš. Ja. Ja, Ivo, nespečnost je moderna bolezen. Igen. To je bolezen 20. stoletja. Ja, saj ne vem, kaj naj ti svetujem. Tudi 21. stoletja. Ja, to že vse vem. Povej mi rajši nekaj, kar ne vem. Recimo, kako naj zaspim? Beno, ne vem, nimam nasveta. Ima pa Silvika doma neko staro mađarsko knjigo iz leta 1892, kjer že takrat opiše vse probleme v zvezi z nespečnostjo in kako te probleme rešiti. Ja. 1892? Igen. Ne. Ja. Že v 18. stoletju so torej slabo spali. Ja. Meni pa žuža, da me je čas povozil. Sem da ja vedel. Ja, v 19. stoletju, da bi te povozil. Jo, Sanjak, Beno. Beno! Kaj, če bi naredila kako vajo iz tiste knjige? Ja, kaj ti čivo? Jo, mogoče pa nama uspe. Bom takoj pogledal. Od meni, kaj lahko narediva? No. Kaj gledaš? Prave Brazilke imam. Ja, pa no, zakaj le? Ja, zakaj le? Ko sem mogoče jaz kriv, da mi je azijski nogomet tak pri srce. Ja, no, pa ne bomo zdaj o nogometu, pa ne menjaj teme, no, pa... Sponec je važen. Pusti zdaj to Brazilijo. No, prvo poglavje. Vaja prva za težke veke. Dobro, poslušaj. Vrije. Najprej naredimo neke splošne majhni predklon. Počepnemo v bistvu. Evo, to je taki čisti brazilski predklon s počepom. Ja, no, zdaj ne bomo, boš potem, no, greva samo skozi navodila. Potem za levo roko na desni uhelj in desno roko damo na levi uhelj. Mečico bi moralo biti pravilno napisati, pa na sebi moraš to narediti. Levo roko na desni uhelj, desno. Na križ. Na križ, ja, na mečice in potem potem 10 minut, 10 sekund plovemo. Plovemo? Ne, vidiš, kakva razlika je med potem 10 sekund stresam, ne, zibljemo tako od leve na desno strani, pri tem vzklikamo, kričimo, pišemo. Bi prevedli to, aj. Kaj pa zdaj? Ja, zdaj pa si
Pa prekucnemo se, kakšna stara terminologija. Joj, da Ivo malo pospeši, to drugače bom zaspal. In potem trikrat zelo globoko vdihnemo, trikrat globoko vdihni, dajno je počrtano, globoko. Ivo! Kaj je? Čakaj malo, koliko naj trikrat vdihnem, čez mest nič ne izdihnem? Ja, kaj? Mogoče so ti Mađari včasih tako dihali, samo danes to več ne gre. Ja, se to je pa tudi res, pa kaj? Čakaj, bova naredila neko drugo vajo. Druga vaja, poglej v vodo. Kaj? Kaj? Čakaj, Poglej se v vodo. Vrije, Kaj? stop, gotovo, nič. Vrije, najlepša hvala, prijatelj, grem jaz na pivsko terapijo. Adijo. Ja, kaj je? A boš rekel, da do zdaj pa nisi hodil na pivo v terapevtske namene? Seveda sem. Ja, pa te ni nikoli prijelo. Nikoli ni zadosti zgroblo, ni delovalo, veš. Pa veš zakaj? Kaj le? Premalo sem ga spil. 3-kratno dozo moram vzeti, pa bo. Adijo. Adijo. Ja, za zdravje je treba kaj narediti, a ne? Ja. Patriota v telo, za zaspano glavo. Ja. Grem za jaz. Adijo. Adijo. Malo sem zaspal vmes, sam to še ni to, veš. Ja, ni še. Ja, adijo, Beno. Ja, saj to pa tudi ni to, kar sem mislil, da je. Te anno dominis 1652. Ne mi je vse jasno. Zdravo. Vište nam, kaj tu imaš, privat Oktoberfest? Skoraj, ja, samo mene na tem festu ni bilo. Kaj Beno to samo popilo? Vse sam popil. Ja, Beno radimo pivo. No ja, samo to zdaj je bila terapija. Kakšna terapija? Tak, zdravstvena, Silvika, sedi. Zdravstvena? Kako to? Kaj on dobi? Patriot na recept? 3 dni že ne spi, pa misli, da ga bo piva uspavalo. Tako hudo to je. Grozno, le kak zgledam. Kje Beno zdaj je? V kopalnici. Posluša, kak voda teče, misli, da ga bo to uspavalo. Ej, Servus. Kaj zdaj? Ste rešili težave? nič. Ravno Silvike razlagam. Nič nismo rešili. Ja, ni še zdravniku po tableti. Ja, kje pa, noče. To škodi jetram, pa je. Kaj pa bioenergetik? Kaj tu je? Bioenergetik. Tisti, ki zdravi brez medicinske fakultete. Amate. A to dobro je. Ja, včasih je že boljše, samo za njih ne dobiš napotnice, tako da... Ja, za pivo tudi nam dobiš napotnice. Lej, ni važno, nekaj morate narediti. Kaj dej, poglej se vaj bo pobral. Lej, Žuža, Smiljan ima eno prijateljico. Sicer je bolj vrač, ka bioenergetik. Ne vem sicer, kako dober jo pozna, če veš, kaj mislim. Ja, grem poklicat. Boš piš kot? Pi. Pa imam probleme s sladkarijami. Jaz pa ne. Lepo je biti sosed. Beno! Beno! Hej! Hej! Kaj se v redu s tabo? Hej, kaj si živ? Beno! Dajmo koli. Beno!
Hej, Mucek! Beno! 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 Ivo! Beno! Beno! O, Jezus! Kje ti sem jaz? Beno, ti si živ? Končno! Kako je bilo? Daj, Žužika, nehaj, no. Ja, vem, ja, ti me kopiraš. Ja, samo zato, da bi izgledala tako jaz. Mislim, tako zombi. Da bi se bolj jaz boljše počutil. Ne, ni treba. Ni to res, Beno, jaz 3 dni že nisem spala, vse odkar sem te v komo vrgla. Kom si me vrgla? Komu? A ja, tu na kavč. Ja, to pa ja, komot. Sem bil komot. To pa. 3 dni. 3 dni že nisi spala? Ne. Čakaj malo. Kje sem pa te bil jaz? Ja, na kavču, v komi, spal si, končno. Jaz sem bila pa tako zaskrbljena, razumeš? Tako me je skrbela, da nisem mogla spati. Pa sem nočno hodila gledati, če ti sploh še dihaš. Bogi moj Mucek. Kako te ne bi dihal? Pa poglej, kak lepi dan je danes. Čakaj, zakaj sem ti to rekel? Žužika, čakaj malo, koliko si te ti spila? Pa veš, koliko Patriot stane? Ja pa dobro, no nehaj, pusti me pri miru, moram piti, da bom lahko zaspala, razumeš? Što pa zdaj to? Smiljanje, pa neka ženska je z njim. Mislim, da je to tista bioenergetičarka. Beno, prosim te, ne delaj se za norega, v redu? Čakaj malo, zakaj pa ni? Doma sem, ja? Poleg tega pa smo itak v humoristični nanizanki. Evo, dragi Sagadinčki, pomoč prihaja. To je bioenergetičarka Baba Smilka. Baba Smilka. Baba Smilka. Baba Smilka. Me veseli, zdravo, jaz sem Beno Sagadin, to pa je Baba Žuža. Ja, zdravo, Žuža, Sagadin. Me veseli, izvolite, sedite. Izvolite. Ja. Torej, nespečnost, ne? Koliko cajta vas že matra? Ne, on zdaj spi, zdaj jaz ne spim. Koliko cajta niste spala, gospa? Oprostite, baba, gospa baba. Jaz vam najprej moram povedati, da v te vaše čire, čare, ampak čisto nič ne verjamem. Beno, počakaj, da pokaže, kaj zna, pa se boš sam prepričal, no? Takole, gre za kvantno biologijo, veste? Kafe? O, kava? Ja. Fižol? Ja. Žal. Česnika. Česen. Ja. Oprostite, pa kaj ta čira, čara vaša, kaj škoduje jetram, se veste, kaj mislim? Ma ne, k večjemu pomaga. Vaša gospa bo spala kot dojenček. Ja, samo čakajte malo, jaz si že ne bom plenice menjavo. Beno, boš videl, na koncu bo še vse v redu. Vse se bo uredilo. Samo malo, gospoda, bo jaz imela eno vprašanje. Ja. Koliko to stane? Glede učinkovitosti, malenkost. Malenkost, no koliko? Takole, to je odvisno od sami vaš. Kako, od nas sami? Ja. Vagamo živo težo, torej
Najprej vas vagamo, potem na vašo težo dodamo samo eno majhno ničlo in tako dobimo ceno v evrih. Evo, meni se zdi pošteno. Ja, pošteno. Seveda, seveda. Ja, ampak jaz... Veste, kaj bo pa problem, ne? Ker jaz sem zdaj strašno dosti piva spila, tako da se mi zdi, da bo zelo drago to Ja, prišlo. gospa, odvisno, kolikor tehtate, ne? Vi recimo kakšnih 60 kilogramov. Prosim, jaz tehtam 58 kil in niti grama več. Pol, pa vidimo. Tako. Pa da vidimo. Delaš! Izvolite, gospa. Kar. Tako. Kaj? Ne, s tem je nekaj narobe, to ne štima. Ja, ponavadi to ženske reče, bom jaz preveril. Samo trenutek. Ja, res nekaj ne bo v redu. Mahanja, kako ni v redu? Vi mislite, da sem kakšna prevarantka? Pa jaz sem baba Smilka, lepo vas prosim. Prava baba. Ti boš mene govorila, baba, to je želite moje osebne in profesionalne integritete, gospa Lepa. Ta vaga je pa žalitev moje osebne integritete. Baba Smilka, dajmo se pogovoriti, dajmo umiriti duhove. Glejte, jaz bi zdaj nekaj predlagal. Če kaj ne dela, je to treba pač nekako popraviti. Ja, točno, bravo, Beno. Zakaj tega ne bi popravil recimo Ivo? Ivo. Kdo pa je Ivo? To je naš sosed, mojster za vse ne skrbi, baba Smilka. Takoj ti ga predstavim, prosim. Takoj gremo to urediti. Pridi. Torej, Boste videli. preverimo tehnico, pa bo vse v redu. Seveda. Redo? Ja, Se vrnemo k malu. Ja, adijo. Smiljan, kaj pa vago? Ja. Hop. Hecam te. Izvoli. Jo. Ja, prosim. O, gospod predsednik. Ja. Dobar dan. Ja. Kaj? Nekdo je z avtom povozil kapitalca pa pobegnil. Ne, nič ne jokam, kaj bi ti jokal. Ja, seveda, gospod predsednik, takoj zdaj grem prevohat vsa parkirišča, kjer se lahko parkira. Ja, nemudoma, kak ste rekel. Ja, hvala, ja, grem, adijo. Lahko zdaj greš, Beno, jaz te rabim. Žužika moja, prosim te, razumi me vendar. Nekdo je spet povozil jelena z avtom. Ja, če bo tako naprej šlo, kaj bodo pa italijanski turisti streljali pri nas? Bum, grem se zrihtat, pa grem. Lepo je biti sosed. Ja, tale tehtnica je kvalitetna zelo. Zelo. Kaj pa sem rekla, a ne? Ja. Dobra, Osanja. Samo, ja, Počasi. umerjena pa ni. Res je, saj to jaz pravim. Zato smo tukaj, da to preverimo. Kakšne so te gluposti? To je prvoklasna roba, direkt iz Ohrida, direkt iz Kineske. Lepo vas prosim. Umirite se, no, pa vam bomo umerili tehtnico. Ja. Ti, Ivo, pa si ti siguren, da to znaš, a? Ja, kaj naj bi bil siguren? To tehtnico povežemo s kablovjem preko interneta, direktno s centralo v Hamburgu. Čakajte, ni Hamburg za ure, ali... Ali za hamburško slanino? Bom pa ja vedel, da je tudi za težo, višino in temperaturo, kaj ne? Ja, samo bom potreboval nekaj časa, da tole jaz vse uredim, no. Ja, dobro. Če me pa bom... Ja, pa vam bom povedal. Poglej, ja. Tukaj ste? Ja. A ste vi ta bioenergetičarka? Ja, gospa, izvolite. Glejte, eno vprašanje imam. A je normalno, da človek zgublja občutek za sladko?
Ja, no, odvisno, no, ampak ni nič strašnega, veste. V glavnem, mastno, da še radi jeste. Veste, moramo sklicati to vašo željo od vaših možganov, veste. Kaj, a vi boste rekli, da vi opravljate tudi preventivne in vsakršne preglede? Seveda, kaj pa? In to kar brez tehnice. Ja, to vrstne težave tehnico ne zahtevajo, veste. Cena je fiksna, 300 evrov. Aha, no, ja. Če boste lahko rešila moj problem, Ma seveda, pa ljubica. kar z mano. Ana Marija! Kar pustil. Že vem, kako bom rešil zadevo. Imam dobro idejo, zelo. Joj, Žužo. Koliko dolgo ti nem spala že si? 3 dni. Tako tisti knedl. Knedlu. Silvika. Zvoni. Ivon. Žuža, vaga je umirjena. Daj, pridi, preizkusi. Dobro. Kaj? 41? Kako je pa to možno? Vidiš? Tako se privarčuje. Kaže vsaj 15 kilman. Kaj 15, 20? Ne. To prevara je. Silvika, se vseeno prevara gor ali dol. Jaz bi rada spala, razumeš? Dobar dan. Dobar dan. Kje pa imate Ana Marijo? Doma. Ma počiva po zelo intenzivni seansi. Malo je, se počuti lažje, a ne? Ja, se mi zdi lažje, ja? Ja, kaj pa? Ja, tu je vaša vaga, ja. Jo lahko kar preizkusite. Ejmo. Kaj pa je to zdaj? Kdo štimo to vago? Kaj sprašujete, če veste? Vi imate uradni servis oziroma firma? Pri meni je vse uradno. Vse uradno, krasno, ker jaz vas bom uradno tožila. Kaj je to? Mislite, da ne vem, koliko tehtam? Kaj ste naredili z vago? Kaj le? Kaj? Vaga je točno nastavljena. Točno nastavljena. Ja, po hamburškem času. Aha, po hamburškem. Se vrnem do večerja sem. Če vaga ni poštimana, vas bom tožila. Šalabajzeri! Sramota. Kdo pa je ta čarovnica? Bezek, poslušaj, no, ti deluje internet. Internet, ja, ne vem, veš, priključek imam, sem nimam kaj nanj priključiti. Zakaj? Ja, no, zakaj le? Za umerjanje vage bi ga potreboval, ne? No, kdaj pa ti popravljaš vage? Saj jih ne. A ne? Ne bi jih potreboval za neko seanso pri neki bioenergetičarki. Ja, veš, pri njej je vse bio, eko, mio. Ja. A zdravi z vago, ali kako? Ti plačaš seanso glede na to, koliko tehtaš. Ja.
Seansa na živo težo. Zanimivo, ja. Ja, pa ja ne bo na mrtvo. No, ja, no torej to maso pomnožiš z 10, pa potem dobiš evrčke. Čakaj, to pa je zelo drago. Zelo? Ja, no, ja, saj. Za zdravje ni nikoli dovolj denarja, kaj? Ja, je pa res, veš, tako pride. Za Žužo bi potrebovali neko pomoč, ker, veš, več kot par dni ne spi. Ne spi, kam, a je križ, ali kaj? Kakšen križ? Križ, če jo boli, križ. Da pa pravim ti, da že več kot par dni ne spi. A ja, ne spi, ne spi. Ne zatisne očesa. Veš, ko jaz bi za ta denar bil... Poslušaj, veš, imam jaz enega takega zelo zanimivega bioenergetika, ki lahko nabavim. Poznam ga zelo dobro. Ja. Tak pravi mali bog, pa še ceneje. Ja, no, bezvek pa zrihtaj to, pošli ga takoj k Žuži. Ja, pošlim, ne? Urgentno. Urgentno, takoj. No, jaz pa bom ta čas uredil to zvago. Ti podi k njej, pa počakaj, tam pride on tja. Jaz do mene, no. Poslušaj, Ivo, sem še nekaj, No, poglej, tule imam neko svežo robo iz Indije, če te zanima. Iz Indije? Iz Indije, ja. Ja, pa kaj, naj z njo? Ja, ne vem, daj si obesi nekam to, kaj pa je. Kaj si bom to obešal ti? Ne, to je energija, veš, to je pretok energije. Ma to so religijske stvari, daj no bezek, jaz ne bom tega nosil po stanovanju, pa kaj bo zdaj no poslušal. Ne mi zdaj ti to, pa ne bomo nič, kakšne pocene, pa daj no. Pa kaj boš ne, sem dol, pa se obesi. Pa nehaj, pa kaj ni. Sem lebilen človek, no, pa... Lebilen človek. Kaj je? Nič. Jaz krave jem, kaj bom jih imel zdaj tam za sveto... Pa dobro, pojdi do Žuže zdaj, no. Daj no, adijo. Lebilen človek, krave, ja. Dobro. Lepo je biti sosed. Dobar dan. Dobar dan. Moje ime je Dragan. Poslal me je hišnik za voljo neke osebe, ki ima probleme s pancem. Ste to vi? Ona. Aha, denar najprej, potem delo. Dobro, samo da bo spala. Najprej vam damo polko, pa vidimo, če stvar še deluje, pa pol. Dobro. Seveda bo delovalo, nič ne skrbite. Aha, vidim, šolčke ste že pripravili. Lepo. Oprostite, samo, če dovolite, nekaj bi vas vprašal. Zakaj moramo biti prisotni vsaj 4? Daj, Ivo, ne gnjavi, jaz bi rada spala. Pusti, jaz tudi hočem vedeti. Dobro, lepo, da vas zanima. Ta odgovor je preprost in enostaven, jasen. Ker je to štirikotni pentagram, triangulira energija kozmična skozi kozmično noter vertikalu, človeško noter gre, noter povleče, kot centrifugalna sila, potem kot pralni stroj odvleče in vrže se ven iz človeka. Enostavno. To je vse skozi vodo. Vse skozi, to gre ven, to gre ven. Jaz zdaj pa že razumem. Dobro, lahko začnemo, prosim. Ja, oprostite, samo če lahko za trenutek še zlopim. Ja, zakaj pa, mislim, meni ni treba biti tu, nimam težav s spanjem. Pa dobro, se boste žrtvovali za svojega prijatelja? Ja. Ja, odgovor je ja. Ja. Potem pa gremo na pot. Najprej, pazite, zdaj tako je. Zaprite lepo oči, primte se za rokce. Lepo. Čutite en drugega, lepo, čutite en drugega. Ja, čutimo. Ja, in sledite moje besede, ki se glasijo. Sile sna. Sile sna. Silna energija. Silna energija. Silna energija. Silna sna. Silna energija. Ko boste slišali moj glas, bom dal znak, odprite oči in potem boste vse to zeksali, naeksali, da boste eksali, boste takoj spili in zaspali. Zdaj, gremo! Silna energija. Tako, lepo od vas, lepo. Se vidimo potem zvečer, ko pridem po drugo polovico denarja. Adijo. Sile znaš. Sile.
Pozdravljene. Baba Smilka, pozdravljen, pozdravljen. Žal mi je, upravičujem se, da sem zamudil na seanso. Kakšno seanso? Sagadinovi, vsi spijo. Jaz nisem imela seanso, sem prišla sem po vage. Pa kako da ne, če pa vsi spijo, še ti zraven, nasproti, to vse spi. Še tisti, ki niso imeli nikoli težav z nespečnostjo. Ste potipali puls? Ne, to ne, a bi moral? Ja, seveda. Tukaj ne smrdi, gremo gledat. Mrtvi? Ne. Spijo. Ja, Vsi, ne? Za tej uri malo čudno, ne? ja, čudno, čudno. Tudi zdaj nisem nič naredila. A imaš mogoče internet doma? Ja, imam, ampak ne zdaj. Imam razdrto stanovanje, nekaj mi džakuzi premeščajo, elektriko mi štimajo, nimam elektrike, ampak po mojem jo pa ima hišnik v delavnici. A greva? Greva krasno. Ajmo, baba Smilka, ajde. Zdravo, Bezek, zdravo. Naj ti predstavim, to je naš hišnik, Bezek, to je pa naša bioenergetičarka, baba Smilka. Smilka, zdravo, Drogar. Pa kaj, vidva se poznata, ali kaj? Ja, vsedi se, ja. Že je dolgo. Ja, dobro. Prvega tečaja bioenergetike za začetnike. Bezek, vid ga. Ti tudi to, bioenergija, pa to, ali kaj? Ja. Enkrat sem poskusil, pa ni glih šlo, ne. Zdaj je to že nekaj let nazaj, ja. Nič nisi rekel, Ja, se malo. ti, Smilja, povej, kako pa ti ta tvoja cena, nekaj na živo težo? Živo težo, točno tako. Kako pa to veš, od Ja, metode? kako vem, ljudje govorijo to in ono, vse veš, kako je. Aha, dober glas v devetova. Malo mistike sem mogla dodati svojemu zunajnemu videzu. Aha, ja. Ja, Sinja! Kaj delaš ti tam? Nič, malo gledam tvojo glasbeno zbirko. Krasno, dober okus. Ej, Bezek, a? Bezek, a bi kdo od vaju mogoče kupil to indijsko podobico? Za pol, živete že. Ne. Tebi bolj paše v ambient. Jaz sem se pa naspal, kljub temu, da nisem hotel spati. Moja glava. Moja tudi. Malo denar, malo muziko. Kakšna muzika. Moja kolegica, bioenergetičarka, mi je rekla, da ni izvedla nobene seanse. Jaz pa sem vas videl na lastne oči, kako tukaj vsi spite. V komi. Zato imam upravičen razlog, da sumim na prevaro. Kakšno prevaro? Daj, no, mislim, tukaj smo vsi... Ja, sej Žuža še vedno spi, je nekje v svojih oblakih. Ko se bo zbudila, bo morala po ortopedu. Mirjan, zakaj pa misliš, da gre za prevaro? Glede na čas je jasno, da smo bili odsotni nekaj časa. Ja, že, jaz temu ne oporekam, ampak mislim... Tudi naš gospod bioenergetik je rekel, da pride zdaj kmalu po drugo polovico denarja. Aha, torej le gre za drugega bioenergetičarja. Ja, igen. Toki gardi je bilo, pa smerdolo je. Brada, rjava brada, gosti lasje. Ja. Pa še pili smo nekaj... Je tole, nekaj bilo. Dobar večer, Dragan, pošilja me. Kako je, ste se naspali? Ja, mi smo to že, pa samo nas pa vse boli,
kar precej glava. Ja. Žuža še vedno spi. Odlično, tako mora. Mi spali smo ko sito krovo. Si ne, to tako mora. Če vas pa boli glava, imam jaz tu 15 evrov po komadu, en prašek proti glavobolu testira na Kitajcih. No, nismo si mislili, da nas bo tako hitro zaneslo v spanec. No, glede na gospo Žužo deluje. To veste, to je ta bolečina prihaja od navala nove energije, ki se je prišla noter. Ne prihaja mogoče ta bolečina od tukaj. Kaj je to? Kaj je to? Nimam pojma, kaj je to? Kaj je to? Kaj je to? Kaj pa ne spet ti? Pa ti pisok, mene boli glavo. Kako sem se jaz dobro naspala. Pa tako sem lepo sanjala. Bezek, to nam boš še drago plačal. Prosim, usmilite se me, ne. Glej, se smo civilizirani ljudje. No, Bezek, zdaj pa bomo malo odprli usta. Vedla sta vidva, kaj se vam ne zdi, da malo pretiravata? Meni je njegova bioenergija pomagala. Še drago plačal. Pravkar sem zmešal njegovo bioenergijo in zdaj se boš prepričala na lastne oči, kakšen učinek ima. Samo da pridem. O Jezu, zdaj bo vsa kemija šla v... Jetra. To bo vse gratis. Škoda, da mojega Benčija ni tukaj. On je ekspert, kak spravljati strup ven z jeter. Pozabljaš, mami, da ko Benčija ni doma, jasno se mi hlače v hiši. Evo, patriotek kot protistrup. Si na X. Na X, doma, na zdravje. Živeli. Super. Pa še kakšna fotografija, taka spominska. Stisni, Lidija. Bo za v dnevno sobo. Ja, daj že, no. Daj še enkrat, ker sem se grdo držala. Daj. Super. Se boš slikala bliže? Ne, hvala. Ja, kaj ne? Ne stiskam se jaz z drugim moškim. Kaj, misliš, da bo Beno tako ljubosumen? Samo k tebi, Ivo. Živeli, ti pa danes doma kaj pravljati? Dajmo še malo z tega profila. Prida, žiga, vsak čas popazi. Pozanja.